Dejan Premik bo seveda govoril o pokojninski reformi, ampak ne samo o njej. V Svobodi večkrat slišimo očitke, kako za upokojence in upokojenke nismo naredili dovolj, pa bi prosila poslanca, če se najprej spomni na nekaj ukrepov, na nekaj številk, kar smo izvedli pravzaprav že pred samo reformo. Vsi vemo, da demografska gibanja, pa ne samo pri nas, ampak tudi v celotni Evropi, pa tudi širše v svetu, prav kličejo potem, da prihaja na področju pokojninskih zavarovanj do sprememb. In ta reforma, ki je pravkar v teku, je pač en rezultat tega in tudi, da se nekako presežejo tisti trije ključni cilji, ki jih hočemo v naši civilizacijski družbi vzdrževati. To je na eni strani vzdržna pokojninska blagajna, na drugi strani dostojne pokojnine in tretje medgeneracijska in tudi vsekakršna solidarnost. Ta pokojninska reforma je zagledala luč sveta, jasno, da smo zdaj še na začetkih, z soglasjem ekonomsko-socialnega sveta, kjer so vsi trije partnerji, torej govorimo o vladi, govorimo o sindikatih in govorimo o delodajalcih, prišli pač do nekega rezultata. Pomembno je, da so se s tem ustvarili pač določeni pogoji, da se dejansko s tem novim zakonom, ki bo imel zelo dolga prehodna obdobja, ne ustvarjajo nove krivice, kakor je bilo nekje v preteklosti. Moram povedati, da tudi pred, tako kot me je že najavila, je ta koalicija in vlada že precej naredila. Ne smemo pozabiti enega velikega dosežka, torej ustvarjanje tretjega stebra socialne varnosti. Tukaj govorimo o dolgotrajni oskrbi, ki bo do konca letošnjega leta zaživela v polno. Tukaj govorimo o to, da smo naslovili tista najbolj pereča vprašanja, torej problem višine pokojnin. Vemo, kakšna je zdaj zagotovljena pokojnina v višini 782 evrov. Vemo, da smo tudi vdovsko pokojnino postavili na ta nivo. Poskrbeli smo za invalide, tiste, ki delajo za krajši delovni čas, imajo plačane polne prispevke, kar pomeni za njih višje pokojnine in konec koncev večja motivacija, da se vključijo v delo oziroma da ohranijo svoje delovne razmerje. Izplačane so bili dvakrat prispevke in tudi konec koncev ekonomsko-socialni svet je potrdil, da so v tem času pokojnine realno zrasle. Hvala lepa. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone.